vaš komentar k letošnjemu izboru Boba leta? Ja, meni se zdi izjava zelo posrečena in bi se tudi pridružil vsem tistim, ki so tako izbrali. Izjava je super, ampak škoda, ker se je Ciril Ribičič samo šalil. Prav gotovo je bila letošnja prireditev Bob, po mojem mnenju najboljša doslej, najbolj izvirna, tudi najbolj provokativna, z zelo dobrim nastopom Toša in seveda tudi z pametnim izborom Boba. Tako da sem zelo zadovoljen z prireditvijo. Z izjavo sem zadovoljen, sem tudi vedel, da bo zmagala, ker je bila najbolj, kako bi temu rekel, popi. Tako najbolj, tako da sem bil skoraj da 100%, da bo zmagal Ribičič. Jaz sem navijala za eno drugo izjavo, ampak mislim, da Slovenci še zmeraj smo strankarsko opredeljeni, nadarjeni dovolj, da spremljamo politiko in mislim, da so najmočnejši Bobi leta, če pogledate vsa leta nazaj, bili zmeraj tisti, ki so bili na kakršenkoli način povezani s politiko in niti ne nujno z ljudmi. Mislim, lahko je bil celo boljši. Všeč mi je pa predvsem to, da ta zagotovo ni prepisan, ni preplonkan, tako da me veseli, da Slovenci nismo čisto totalno popolnoma v podnu, ampak znamo si kaj tudi pametnega zmisliti. Kaj pa sama misel, da bi vlado nekoč izbirali žrebom? Kako to komentirate? Tehnično vzeto žreb pa volitve niso tako daleč drug od druge. Tudi volitve lahko proizvedejo rezultate zelo podobne žrebu, ker seštevek vseh odločitev vseh nas je vedno popolnoma nepredvidljiv. Koliko napak ste kot režiserka današnje prireditve zaznali v izvedbi? To je pa vprašanje, tako da bi žensko vprašal, koliko let ima na take stvari, se ne odgovarja. Če gledalci ni nobene, pol ni bilo napak. Kako ste bili zadovoljni z današnjim voditeljem Tadejem Tošem? Tadej je najboljši, vse to vemo, ne? Je bila izbrana izjava na mesto ali bi izbrali morda vi katero drugo? Potiho sem si želela, da bi bila ta. Takoj, ko sem videla izbor, je bila moja najljubša, tako da jaz se strinjam z izborom. Še beseda o današnjem voditelju Tadeju Tošu? Ja, jaz mislim, da je Tadej Toš ena med najbolj izpostavljenih dramskih umetnikov, govorcev in je gotovo ena med osrednjih osebnosti slovenskega prostora danes. Jaz mislim, da je bil precej oster, ampak upam, da politiki na katerih račun se je šalil, to razumejo. Sicer mislim, da nima smisla, da so politiki. Z eno samo besedo zabavno. Mislim, da tu ni več kaj dodati. Tadej Toš je bil takšen, kot mora biti. Rekel je Bob. Nekateri bodo sicer imeli kakšno pripombo, da je pri nekaterih politikih bil preoster, pa da je šel preko roba, ampak takšno življenje in tudi v politiki se morajo navaditi, ali pa se moramo navaditi na vso ostrino v javnosti. Dobro, zelo dobro je to. Mislim, da je Toš zdaj že boljši kot Zrnec. Je bil samo štajerski Zrnec, zdaj pa že boljši kot Zrnec. Menite, da si je s kakšno izjavo nakopal morebitne težave? No, jaz upam, da ne, da so vse izjave bile tehtne in da ima za vsako izjavo tudi podlago. Jaz verjamem v to, da takoj, ko imaš v Sloveniji težave, si dober in da je Toš dober, že nekaj časa dokazuje. Upam, da ga ne bodo jutri zaprli. Šla bi recimo takoj pred kaki zapor ali pa sodišče štrajkat za to, da enega izmed najbolj izvirnih Ptujčanov zaprejo. Mislim, da ne. Posledici, če bojo, ne vem, v demokraciji naj bi človek se lahko tudi malo pošalil, ne? Jaz sem se trudil držati občinstvo dobre volje z nekimi provokativnimi, zbadljivimi, kratkimi izjavami, ki seveda niso imele namena nikogar užaliti, so pa imele namen opisati stvari takšne, kot so. In v bistvu tudi ves čas vse skupaj ironizirati, vključno z mano kot voditeljem. Po dobljeni večernici bi bila tudi nagrada Bob morda za vas? Jaz čakam. Torej večer, lepo prosim, da upoštevate moje globoke in inteligentne izjave, ki jih dam vsako leto in so večinoma brez rezultata, razen dvakrat. Ker je zdajšnji izbor mimo, iščemo novo izjavo, imate morda kakšno v rokavu? Ko sem razmišljal o teh Bobih nocoj, sem rekel, zakaj bi Ljubljana bila Mariboru najbolj favš, po domače povedano. Zaradi jajc, ki jih ima v Mariborčani.